Gospod Zoran Stevanović pravi, da s prepovedjo referenduma proti zakonu za bogate brani ustavo. Druga stvar je pa ustava. Za nas nekaj svetega. Če je ustavno sodišče pravni branik ustave, smo bili mi vedno politični branik. V 3. členu ustave piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. To oblast lahko ljudstvo izvaja tudi neposredno, na referendumu. Ustava določa le nekaj izjem, ko referendum ni dopusten, konkretno 4. Ena od teh je, da referenduma ni mogoče razpisati na zakon o davkih, ker bi to lahko ogrozilo proračun države. Gospod Stevanović, in kaj ste naredili vi? Sprejeli ste zakon, ki ureja 11 področij, vse od zdravstva do gostinstva, vanj pa vključili tudi nekaj davčnih členov, predvsem v obliki odpustkov za najbogatejše, potem pa ljudem prepovedali, da bi o tem omnibusu odločali na referendumu. Ne, to ni obramba ustave, to je poskus njene zlorabe. Ker se bojite glasu ljudi, jih poskušate s takimi triki utišati. Vaš zakon ni izjema po 90. členu ustave, zato ker prvič so davki le njegov delček in drugič, ker so zakoni o davkih prepovedani, da se s tem varuje proračun države. Vi pa ste z omnibusom skopali milijardno luknjo v javne finance, nato pa ljudem prepovedali, da bi o tem odločali na referendumu. Člen, ki je v ustavi zapisan zato, da proračun varuje, ste uporabili zato, da ga ogrozite. Izjemo, ki nam jo ustava prinaša zato, da javne finance varujemo, ste uporabili, da jih razkrojite. In zato bomo pravico do referenduma, ki ste jo ljudem odvzeli, zahtevali na ustavnem sodišču. Če se pa ne odločam, v skladu z ustavo bojo pa rekli, se noče referenduma, a tako zelo ga zagovarjajo. Prebrani, kot prva vrstica pri okolistu. Smo res? Ustava ima tudi komentar. Majhne črke, 4. vrsta pri okolistu.